Modul prejeto omogoča 3 različne načine sporočanja: sporočila, kanali in oglasne deske. Najprej si bomo pogledali zavihek sporočila, v katerem se trenutno nahajam. Pri tem načinu gre za obliko sporočanja, ki je večini že poznana. Omogoča pošiljanje od pošiljatelja do naslovnika, pri čemer lahko naslovnik na sporočilo odgovori. V tem zavihku je na voljo tudi možnost pošiljanja SMS sporočil, tukaj si jo lahko izberem, in ta so plačljiva po veljavnem ceniku. Potem pa, če si pogledamo, kako ustvarimo novo sporočilo, to pa naredimo tako, da kliknemo tukaj na gumb sporočila in potem v prenovljenem vmesniku za pisanje sporočil lahko urejamo besedilo, lahko dodajamo priponke, ustvarjamo ankete in uporabljamo emojije oziroma smajlije. Vse te možnosti pripomorejo k preglednejšemu izgledu sporočila. Ena izmed situacij, kjer je neposredno sporočanje med pošiljateljem in prejemnikom izredno koristno, je, ko želimo sporočiti ali vprašati po občutljivih podatkih. Na primer, svetovalna delavka pošlje staršu učenca, ki bo obiskoval ure dodatne strokovne pomoči, sporočilo o poteku dela pri urah DSP. Staršu bo pa to sporočilo poslano na povsem varen način preko SSL povezave, skriptirano vsebino do strežnika, s čimer zagotavljamo popolnoma varno pošiljanje podatkov v komunikaciji. No, tukaj si lahko pogledamo tudi imenik. V komunikaciji je napredni imenik uporabnikov e-asistenta in s klikom na ta gumb dostopam do njega. Tukaj so pa potem uporabniki e-asistenta razvrščeni po sklopih glede na profil. Tukaj vidimo. Zdaj, če želite poslati sporočilo več osebam in izberete več prejemnikov hkrati, se pa sporočilo pošlje kot skrita kopija. To pomeni, da prejemniki ne vidijo, kdo vse je prejel sporočilo. No, sedaj si pa pregledamo, kako prejemnik pošiljatelju odgovori znotraj sporočila. V spodnjem delu prejetega sporočila, tukaj je to mesto, v to polje za vnos besedila vpišete odgovor in s klikom na belo puščico na modri podlagi, ki se tukaj nahaja, potem pošljemo sporočilo naprej. Pošiljatelj in prejemnik si lahko na tem mestu dopisujeta oziroma se pogovarjate neomejeno. Na tem mestu lahko dodam tudi priponko ali anketo. No, sedaj bom jaz na to sporočilo odgovoril. In to potem potrdim in prepošljem naprej. Če osebe, ki vam je poslala sporočilo, ne poznate, lahko tudi hitro preverite njen profil. S klikom na možnosti sporočila oziroma na 3 pike, tukaj zgoraj, se odprejo dodatne možnosti, kjer potem v nadaljevanju lahko izberemo o osebi. To bi si pa lahko tudi tukaj pogledal, prav odprem in takoj vidim. V komunikaciji je omogočeno tudi brisanje več sporočil hkrati. Z izbiro kljukice, tukaj se nahaja ta ikona, se prikaže meni, kjer z izberi vse oziroma ali izbriši pogovor, lahko izbrišete vsa sporočila. Se pravi, lahko izberem vse, pa vse izbrišem. Lahko imam pa tudi možnost, da lahko označim le eno ali več sporočil. In jih potem v nadaljevanju potrdim z klikom na izbriši pogovor. Možnost je tudi izbris posameznega sporočila znotraj pogovora in sicer le tistega, ki ga je avtor sam napisal. To pa naredim tukaj s klikom na 3 pike pri sporočilu, ki ga želim izbrisati. Tukaj se nam potem prikažu dodatne možnosti in v nadaljevanju kliknem izbriši sporočilo oziroma izbriši sebi. To potrdim. Sporočila, ki jih je poslal sogovornik, pa bodo ostala. No, v naslednjem sklopu pa bo predstavljeno ustvarjanje in uporaba kanalov.